Ko razmišljamo o tem, kakšnih okoliščinah se bi porod odvijal, se osredotočamo predvsem na dve stvari. To sta zasebnost in varnost. Večina žensk si pri porodu želi zasebnosti in zato jim je zelo pomembno, kje bodo rodile in s kom. Kdo bo njihov spremljevalec, kdo jih bo podpiral in kdo bo za njih skrbel pri porodu. In druga, morda še pomembnejša stvar jim je, da bo porod varen. Zaradi tega se odločijo za kraj poroda, za zdravstveno osebje, ki bo za njih skrbelo, in zato, da so pri roki vse stvari, ki naj bi zagotavljale varnost pri porodu. Redko pa razmišljamo, da so te dve kompetentni med sabo zelo, zelo povezani. Pomislimo samo na določeno opravilo, ki ga moramo vsi, nekateri večkrat dnevno, drugi vsak toliko dni opraviti, in pri katerem zelo skrbimo za svojo zasebnost. To vedno opravljamo sami, v ločenih prostorih, nihče nas ne priganja, ponovadi si rezerviramo za to čas, ko smo sproščeni. In še eno drugo prijetno aktivnost, pri kateri se sproščajo taki prijetni hormoni, kjer pa tudi rabimo zelo veliko mero zasebnosti in zatemnjen prostor in romantično vzdušje in tako naprej. Tudi pri porodu gre za telesne funkcije in za psihično dogajanje, torej rabimo tudi pri porodu zelo podobne okoliščine, kot bi radi zagotovili za ti dve dejavnosti, kot sem jih omenila. A kaj se zgodi, ko stopimo v porodnišnico? Zakaj žrtvujemo zasebnost, zato da bi dobile varnost? Če naštejem vse, kar se zgodi, da porodnico pripravijo na porod, torej, ko pride v porodnišnico, se mora najprej prijaviti, torej, kdo je, pokazati dokumente, ta oseba, ki skrbi tam za sprejem, naredi z njo porodni zapisnik, jo še enkrat vse spraša, vso njeno družinsko anamnezo, vse podatke o tem, datum zadnje menstruacije, imamo ogromno podatkov, protokol, ki lahko zelo moti porodni proces. Druga stvar je, da je to tuje okolje, svetle luči, čist tuj prostor, tuji ljudje, druge ženske, ki so šle tja zaradi različnih razlogov, tuje zdravstveno osebje, večinoma jih nismo srečali prej, v nosečnosti, torej pred porodom. Pregledujejo nas različni ljudje, torej za prvi vaginalni pregled, za potem vse te postopke v pripravi na porod lahko upravlja druga oseba in potem v porodni sobi dobimo babico, in tudi ta ne bo zagotovo ostala do konca našega poroda. Vse to, kar se dogaja torej v pripravi na porod, vključno recimo z britjem, pa s klestirjem, pa z ležanjem v postelji in tako naprej, vzbuja v ženski velik občutek nemoči in neustreznosti. Torej, zdaj sem nekje drugje, nisem več doma, tudi tako moje telo je bistveno spremenjeno, ker sem priklopljena na nekatere stvari, ležim, drugi mi govorijo, kaj lahko in česa ne smem početi, in občutek zasebnosti je močno okrnjen. Ne zavedamo se, da je ta občutek zelo pomemben za to, da bo porod dobro potekal. Torej, da zasebnost oziroma občutek zasebnosti, ki jo ima porodnica, zelo pomemben za varnost poroda, ker se s tem, ko je porod moten, začne en proces, ki traja dlje, ki rabi nujno posege oziroma umetno pospeševanje oziroma pomoč pri tem, da se odvije. Ko imamo enkrat to izkušnjo, torej okrnjene zasebnosti, si večkrat želimo, da bi bilo drugače, torej pri drugem porodu ali pa pri naslednjem, in začnemo iskati druge poti. To, da v naši družbi se pogosto zgodi, da hitro opredelimo ženske, ki čutijo to svojo potrebo, ki je njihova potreba, ne samo želja ali muha, kot nekoga, ki si izmišljuje ali pa je nekaj posebnega, ali pa želi biti nekaj posebnega. To se mi zdi zelo nevarno razmišljanje, ker mislim, da imamo vsi potrebo po zasebnosti in po varnosti.
pri porodu, ali pa še posebej pri porodu. In da bi bilo treba to, kar ugotavljamo, da bi bilo dobro, zagotavljati za vse ženske, ne samo za tiste, ki so bolj pogumne ali pa bolj odločne ali pa naredijo več za to, da dosežejo ta učinek. Vsi se lahko sprašujemo, s kom ali pa kje se dobro počutim, ali imam kakšno možnost, da spoznam svojo babico vnaprej, ali lahko kaj naredim, da umilim ta sprejemni postopek, recimo v porodnišnici, da ne bi to kmoto poroda, a je kaj takega, kar lahko naredim vnaprej, da se pripravim na to, recimo porodni zapisnik ali pa to družinsko anamnezo ali pa te podatke, ki so tudi v materinski knjižici navedene, lahko že prej zapišemo, ne? Že prej obiščemo porodnišnico in z nekom to opravimo. In da dobro razmislim, kje so objektivna tveganja za moj porod, ne? Torej kakšno imam diagnozo že v nosečnosti, recimo, kje so pa področja, ki bi pa mogla sama okrepiti svoje zaupanje v to, da lahko rodim, če imam dobre okoliščine, ne. Kje je tista dokaj tanka meja med tem, kar je res, torej neizogibno, ne, kjer moram skleniti en kompromis, in kaj pa lahko naredim, da izboljšam v čim večji meri svoj porod. Druga stvar, ki pa bi jo lahko naredili zdravstveno osebje, pa je torej kakšen odnos imajo do porodnice, ne? Recimo, da bi v čim večji meri zagotavljali zasebnost, ne? Recimo, da bi bili pozorni na to, kako se dotikajo porodnice, ne? Torej, da vedno vprašajo za dovoljenje, da ni nobene grobosti, torej absolutno odsotnost, ne, nasilja, da izkazujejo spoštovanje vedno in da se trudijo za nek topostik, ne. Torej, tudi če ni časa ali pa tudi če ni vnaprejšnjega poznavanja, ne, vedno lahko vsaj do neke mere gojimo ta topel odnos do porodnice. Michel Odon, zdravnik in veliki zagovornik fiziološkega poroda in potreb žensk v poporodnem obdobju, pravi, da sta zasebnost in varnost sestri pri porodu. Torej, da moramo skrbeti, da sta obe prisotni, ne samo ena, oziroma da se moramo naučiti, kako jih združiti. Torej, da skrbimo za varnost, ne da bi posegali v zasebnost in pri tem, ko zagotavljamo zasebnost, ne ogrozimo tudi varnosti. Njegov nasvet je, da s seboj v porodnišnico vzamemo nekaj znanih predmetov ali pa oseb, ki so nam ljube. In tako olajšamo ta prehod.